A veš, tista situacija, ko ti je nekdo ful všeč, tebi se pa zdi, da te sploh ne opaz. V tem romantičnem smislu. Ampak zdaj je prišel trenutek, ko bo treba nekaj narediti. Zdi se ti, da je najboljše, da te osebi to nekako pokažeš ali pa celo kar direkt poveš. Ampak že sama misel na to ti povzroča krče v želodcu, pa potne roke, splošno nervozo. Samo brez panike. Za vas imam nekaj nasvetov, kako to speljati. No, recimo takole ne. Kje sem? Katja, ti si budna. Moca zvate! Kaj je rekel? Doma vate? Ja, saj jaz imam tudi vate, veš. A to se zdaj ima? Itak, moraš imeti vate. Ne kar iz prve izstreliti. Počasi, pripravi teren. Živijo, jaz sem Blaž. Živijo, Blaž. Vem, ja, sošolci smo že od prvega letnika. Super, ja. V glavnem, jaz sem bil rojen v Slovenj-Gradcu, takrat je bil kar deževen dan in je v bistvu vsa ta vlaga ni dobro vplivala na trajno moje mamo. Ne toliko počas. Dobro, mogoče je direktni pristop ni zate. Poleg tega pa je boljše, da svoja čustva pokažeš. Poskus s flirtanjem. Prvi korak. Začni s kakšnim zapeljivim nasmeškom. Samo. Blaž, si ti v redu? Ja. Model na meni sediš. Kot prvo, nisem rekla zapeljiv nasmešek serijskega morilca. In kot drugo, počakaj, da bosta nekje na samem. Drugi korak flirtanja. S pogledom lahko povemo vse. Zato je pomembno, da ohraniš stik z očmi. Ne gledati v tla. Evijan, se res, a nimaš ti zdaj delavnice čebelarstva, veš? Kaj, jaz nimam čist nič zdaj, Ja, meni se zdi imaš, a veš, kaj si govoril. Ja, se res, ful sem zamudil na te čebele že. Adio, Mucija. Čau. Ok, pozab korak 2. Tretji korak flirtanja. Povej, kaj lepega. Manca, si vedela, da se nepismenost na svetovni ravni manjša? Nekaj lepega o njej. Ti si bila meni včasih tako čudna, res. Samo zdaj si mi pa prav kul. Blaž, ti si meni še zmer čuden. Čuden. Ok, komplimenti očitno niso tvoje najboljše romantično orožje. Čas je za četrti korak flirtanja. Nežen dotik. Evo, bravo, nekaj ti je ratal. Izkoristi to situacijo, da ji poveš, kaj bi rad. Ne, ja, jaz sem človek, ti si človek. Ne vem, lahko bi začela delati nove človeke, a? Ne tako. Povabijo kam v petek zvečer. Ja, bi mogoče šla z mano v kino v petek. Lahko ti izbereš film. Sorry, sam... Ne, se vidva jutro v šoli. Lej, se zgodi, ni konc sveta. Zavrnitev je del življenja. Probo si in to, da je rekla ne, še ne pomeni, da ji nisi kul. Lahko, da hoče biti samska ali pa je zaljubljena v koga drugega. Čist možen je, da njeni razlogi nimajo nobene veze s tabo. In ja, jutri bo malo čuden v šoli, ampak naslednji teden bo pa že malo manj čuden. In s tabo bo vse okej. V soboto bi pa lahko šla, a imaš čas? Ja. Bo takul. Torbo. Mušice. Ja. Moj najboljši pick-up line je: ne, nekaj je narobe z mojim telefonom. Tvoje cifre ni noter. Ja, dela. Kaj pa je tvoj najboljši pick-up line? Napiš spodaj.